je danes poslušal te inovativne otroke, jaz mislim, da bi bilo škoda, če ne bi nadaljevali s tem. Mi smo eni izmed tistih prvih, ki smo pričeli za tem. Mogoče nam od začetka ni nihče verjel, da je to projekt, ki po moje bi ga mogel nekdo drug izvajati. In sicer po moje Ministrstvo za šolstvo. To manjka v osnovnih šolah. Otrok, star 15 let, se še ne more odločiti, brez da bi sploh spoznal ali poklic ali kaj podobno v življenju. Tako da, če že v prvi triadi vidimo, kakšno je zanimanje otrok za poklice, potem mislim, da je zagotovilo, da smo na pravi poti. Šola oziroma vodstvo, gospa Marjana Polenko, mislim, da je gospa, ki ima tanki čut za takšne zadeve, ona sama kot izjemno inovativna ženska. Mislim, da ni bilo nobenih težav, še posebej smo pa veseli, da so temu projektu prisluhnili tudi starši otrok, ki so sodelovali v sektorju. Poglejte, vse je nažalost povezano za denarjem. Nekaj sredstev lahko ključna obrtno-podjetniška zbornica Celje primakne iz članarine svojih članov, seveda za takšne projekte. Vse pa ne more, kajti vemo, da mi svoje mentorice moramo plačati iz tega denarja članarine. Upajmo, da se bodo občine še naprej odzivale, tako kot smo sedaj. Seveda pa pričakujemo tudi s strani Japkija, podobno razpis, kot je bil pred parimi leti in absolutno se bodo prijavili do njega. Tu bomo razpisniki vodili, kajti upam, da je bil danes v Japkiji tudi tukaj, da je videl in čul, kakšni so otroški odmevi na mestah projekta. Sodelujemo z osnovno šolo Lava, potem osnovno šolo Vojnik, osnovno šolo Dobrna in to je vse, pač v naši občini.